Tudi danes začenjamo novinarsko konferenco s včerajšnjimi epidemiološkimi podatki. Poglejmo prvo tabelo. Včeraj je bilo opravljenih 4278 PCR testiranj in 24242 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 891 novih okužb, pred enim tednom kar 1527. 7-dnevno povprečje okužb danes po objavljenih podatkih NIJZ znaša 931, kar je bistveno manj, kot smo poročali včeraj, ko je bilo 1021. Vse skupaj očitno kaže na uspešen lockdown v času velikonočnih praznikov. Hvala vsem, ki ste se držali in se držite ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije. Na naslednjih dveh grafih so prikazani podatki o incidenci. 14 in 7-dnevna incidenca ostajata visoki. Na grafu, ki prikazuje 14-dnevno incidenco po statističnih regijah, imata najvišji incidenci Primorsko-notranjska regija 813 in Savinjska regija 792. Najnižji incidenci pa sta v Posavski regiji 483 in Obalno-kraški regiji 435. Na naslednjem grafu vidite podatke o 7-dnevni incidenci po regijah. Na nivoju države ta znaša 310. Še tabela o stanju v bolnišnicah. V bolnišnicah se danes zdravi 624 pacientov, kar je 2 več kot včeraj. Na intenzivni terapiji pa se danes zdravi 150 pacientov, kar je 4 manj kot včeraj. Prehajamo k naši današnji prvi temi. Na včerajšnji seji je vlada med drugim sprejela nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Več o spremembah, ki jih prinaša sprejeti odlok, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, ki mu predajam besedo. Izvolite. Spoštovani, dober dan, lep pozdrav tudi v imenu našega ministrstva. Kot resorno ministrstvo se ves čas potegujemo za sproščanje ukrepov in enakovredno uveljavitev interesov celotnega gospodarstva. Skupaj z ostalimi ministrstvi na tedenski ravni tehtamo različne vidike, ki jih epidemija ima na naše življenje, od zdravstvenih razmer pa do vpliva epidemije na naša podjetja. Na podlagi temeljitega posvetovanja in usklajevanja nato vlada sprejme skupno odločitev, ki v prvi vrsti varuje življenja, nato zdravje in zatem ekonomijo. Primarni cilj je, da nam zdravstvo nikakor ne sme poklekniti pod pritiski epidemije, zato si prizadevamo za postopno in premišljeno sproščanje ukrepov. Na včerajšnji seji smo tako sprejeli nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 19. do vključno 25. aprila letos. Vse izjeme, ki so bile do sedaj v veljavi, se podaljšujejo. Dodatno pa se v 8 oranžnih statističnih regijah med 7. in 19. uro dovoli tudi upravljanje gostinske dejavnosti, priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Regije, ki bodo v ponedeljek lahko odprle svoje gostinske dejavnosti, so sledeče:
Goriška, Gorenjska, Obalno-kraška, Pomurska, Posavska, Podravska, Koroška in Zasavska. Pri izvajanju gostinske dejavnosti je zahtevano strogo upoštevanje in spoštovanje vseh higienskih navodil, ki jih določa NIJZ in so nujno potrebna za preprečevanje širjenja okužbe z virusom COVID-19. Tako je opravljanje gostinske dejavnosti, strežbe jedi in pijač na terasah in vrtovih gostinskih obratov dovoljeno le za mizami, tako imenovana sedeča postrežba, in ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra in najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe. Prav tako se zaradi ukinitve policijske ure osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, dovoli brez časovne omejitve. Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod dovoljeno, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijače v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovancem ali za dostavo končnim potrošnikom. Pogoji glede števila oseb v okolju, kjer se vrši ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, ostajajo nespremenjeni. Sproščanje večjega števila dejavnosti, ki so zeleno luč za obratovanje dobile ta teden, so v našo družbo že vnesla nekaj pozitivizma. Dodatno sproščanje teras in vrtov pa zagotovo prinaša še dodatno mero optimizma. Tako gostinci kot tudi državljani bomo nekoliko lažje zadihali. V želji, da ohranimo dejavnosti še naprej odprte, kar bo pomembno prispevalo tudi k hitrejšemu okrevanju gostinske in drugih dejavnosti, polagamo na srce izvajalcem storitev in gostom, da strogo upoštevajo navodila in pogoje, ki jih narekuje NIJZ. Vsi sprejeti ukrepi so namreč tu z namenom, da se kot država čim prej obarvamo zeleno in s tem vrnemo v življenje, ki smo ga bili vajeni pred epidemijo. Hvala za pozornost. Hvala za to predstavitev. Preko Zoom povezave imamo tudi novinarje. Prvo vprašanje Sveta na kanalu A. Lepo pozdravljeni, Manca Turk na tej strani. Mene zanima, kaj se bo zgodilo po enem tednu, torej ali imate kakšno garancijo, da bodo ti lokali ostali odprti, in pa glede na to, da je druženje še vedno prepovedano, ali morajo za mizo sedeti le člani istega gospodinjstva. Hvala lepa. Torej že, če se spominjate, tudi v času, ko smo v rumenih regijah odpirali gostinsko dejavnost na vrtovih, ni bil več pogoj, da sedijo za mizo iz istega gospodinjstva. Pogoj, ki pa je bil, je, da največ 4 osebe lahko sedijo za isto mizo, med njimi razdalja 1,5 metra, med robovi miz pa 3 metre. Zdaj, kaj bo po enem tednu, je največ odvisno od vseh nas in od tega, koliko smo se pripravljeni držati navodil NIJZ-ja. Če bodo šle številke tako dol, kot so šle iz včeraj na danes, sem jaz kar optimist za prihodnji teden. Naslednje vprašanje, Žurnal 24. Ja, lepo pozdravljeni. Zanima nas, glede na zadnje številke in glede na ugotovitev, da je zadnji lockdown očitno uspel, ali je kakšna možnost, da bi se še pred prihodnjim tednom, ko bo vlada znova odločala, že vmes odprli gostinski lokali oziroma terase v kateri drugi regiji? Hvala lepa. Torej, kot do sedaj je vlada tedensko presojala ukrepe in jih tedensko zaostrovala ali pa sproščala. Za zdaj se kakšne spremembe tega modusa operandija ne načrtuje. Naslednje vprašanje 24 ur. Lepo pozdravljeni, Špela Bezjak na tej strani. Gospod Zajc, zanima me dvoje. Najprej, kakšno je stališče vlade do tako imenovanega italijanskega modela odpiranja, po katerem bi v primeru slabega vremena, kar bi predvsem koristilo gostincem, ki ponujajo hrano, lahko gostje sedeli tudi v zaprtih prostorih, torej znotraj lokala. In pa drugo, kaj je bil ključni kriterij pri določanju, katere regije odpirajo terase in katere ne. Recimo za primer, če vzamemo Zasavsko regijo, kjer se odpira, in po drugi strani osrednje Slovensko, ki se ne odpira, pa je razlika med njimi praktično manj kot en primer na 100 000 prebivalcev. Hvala lepa.
Torej, za vsako statistično regijo je določena številka, kdaj prestopi v katero fazo. Vedno, kadar postaviš mejo, pa ni važno, ali govorimo o semaforju ali govorimo o kakšnih drugih ukrepih, ko postaviš mejo, je nekdo tik pod mejo. Mi se držimo pri pripravi odloka in pri posvetovanju z strokovno skupino pač številk, ki so določene za posamezno barvo na regijo, in glede na to se potem tudi določi, katera barva velja za katero regijo in kateri ukrepi. Za zdaj, kar se tiče navodil in omejitev ponujanja blaga in storitev pri strežbi na vrtovih in terasah, ostaja koncept takšen, kot je. Glede na to vprašanje glede italijanskega, bomo videli, če bo potreba po kakšni spremembi v prihodnje. Dodatno vprašanje ima novinarka Sveta na Kanalu A. Prosim. Ja, imam še nekaj vprašanj glede pomoči gostincem oziroma PKP-ju 9, in sicer na kakšen način bi bila izplačana subvencija za nadomestilo za izplačilo regresov v gostinstvu in turizmu in kakšni bodo pogoji. Zanima me še, če je na primer nekdo v preteklosti že prejel kakšno pomoč, na primer nadomestilo za pokrivanje fiksnih stroškov, ali bo tak subjekt upravičen oziroma izključen iz pomoči za regres, in enako me zanima še pri ukrepu nadomestila za izpad prometa. Hvala lepa. Ne govorimo o PKP-ju 9 zaenkrat, namreč odločitve vlade, da gremo v PKP 9, še ni bilo niti smernic. Mi smo pristopili na našem ministrstvu na podlagi tega, da je turistična in gostinska panoga tista, ki je res najbolj na udaru zaradi epidemije, k posebnemu interventnemu zakonu za turizem. V tem delu se ukrep, ki ga predlagamo glede subvencioniranja regresa, ne izključuje za katerimkoli ostalim ukrepom, ravno tako ne povrnitev oziroma nadomestilo padca prometa. Hvala, s tem so izčrpana vsa vprašanja. Hvala za to predstavitev in tudi odgovore na vprašanja. Hvala. Naslednja gostja je magistra Tjaša Žohar-Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki bo predstavila najnovejše rezultate glede razširjenosti različic virusa. Beseda je vaša. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Rezultati zadnjih 14 dni glede širjenja različic virusa SARS-CoV-2 so na naslednjih diapozitivih in bi kar prvega pokomentirala. Vidimo, da različica B117, ki jo imenujemo tudi angleška različica, odločno zavzema vodilno mesto med različicami virusa SARS-CoV-2. Prej smo to različico označevali z oranžno barvo, zdaj smo prevladujočo označili spet z modro. Vidimo, da je delež v zadnjem tednu porastel čez 70%, tudi v osrednji slovenski regiji, za katero rezultate posreduje Inštitut za mikrobiologijo, je prerastel 65%, tako da je angleška različica pravzaprav zdaj glavna različica v Sloveniji, prevladuje. Naslednji diapozitiv. Številke, ki smo jih zabeležili v zadnjem tednu, kažejo, da imamo zdaj 2820 potrjenih primerov angleške različice, prirast od prejšnjega tedna je 25%. Razveseljujoče je, da druge različice ne pridobivajo pomoči. Število nigerijske različice, ki jo označujemo z B1525, število je poraslo samo za en primer. Število južnoafriške različice, primerov južnoafriške različice je ostalo enako kot prejšnji teden, in sicer beležimo skupaj 26 primerov. Število različic A27 je poraslo samo za en primer. Brazilske različice imamo še vedno samo en primer, in to iz 8. tedna. V prejšnjem tednu pa smo zabeležili novo različico, ki je nosilka kritičnih mutacij, in sicer jo označujemo z B11318. Opisali so jo v Angliji in v Združenih državah Amerike.
poseduje nekatere kritične mutacije, vendar ne tiste najbolj pomembne, ki jih delijo različice iz Južne Afrike, Brazilije in Angleška. Doslej smo skupaj posekvencirali že več kot 6000 genomov virusa. Število vseh različic je porastlo iz 63 v prejšnjem tednu na 68 zdaj v zadnjem obdobju sekvenciranja. Na tej levi strani diapozitiva vidite samo podatke, ki jih je pridobil nacionalni laboratorij skupaj z Univerzitetnim kliničnim centrom v Ljubljani. Kot veste, delamo po 3 različnih shemah, nekatere vzorce sekvenciramo direktno, druge najprej presejemo in nato potrjujemo s PCR testiranjem. Kar 90 primerov pa že imamo, ko je šlo za sum na ponovno okužbo oziroma za okužbo po cepljenju ali pa kakšno drugo epidemiološko indikacijo. Naprej, prosim. Kakšno je stanje po regijah? Kot sem rekla, angleška različica je zdaj modro obarvana in na desnem grafu vidimo, kako močno pravzaprav prevladuje po vseh regijah. Skupni procent je v zadnjem tednu 70, medtem ko prejšnja različica B1258-17 predstavlja samo še 26,9% vseh sekvenciranih genomov. Naprej. Če gledamo situacijo iz tedna v teden, vidimo, da regije, ki so bile v prejšnjem tednu v bistvu najslabše, so se nekoliko izboljšale. To sta predvsem jugovzhodna in posavska regija, ki sta padli za približno 10%, medtem ko regije, ki so poskočile za 30%, so Pomurje, Koroška in Obalno-kraška. Vidimo, da je v Pomurju delež angleške različice že preko 90%, kar pa je v bistvu razveseljujoče in štejem za uspeh, je pa dejstvo, da se zadnje 3 tedne pojavljanje angleške različice giblje linearno in v bistvu nismo šli v strmo eksponentno rast, kot je še kazalo na primer v 9. tednu. O linearni rasti pravzaprav poročata obe ekipi, tako ekipa Nacionalnega laboratorija in kliničnega centra kot Inštituta za mikrobiologijo. In v nadaljevanju je za pričakovati, da bo ta angleška različica popolnoma izpodrinila prej prevladujočo. Kako se bo pa gibalo pojavljanje drugih različic, pa bomo seveda videli s časom, kajti spremljanje, ki ga izvajamo, bo potekalo še več mesecev oziroma dokler bo to potrebno. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev. Je morda kakšno vprašanje? Da. Pozdravljeni, Manca Turk na tej strani kanala A. Najprej me zanima, ne vem, če sem prav razumela oziroma prebrala iz grafa, Zasavska in Goriška regija 100-odstotno, da je 100-odstotna prisotnost angleške različice, popravite me, če se motim. In pa kaj je s to novo različico? Prejšnji teden, če se ne motim, ste razlagali, da je bila zabeležena le pri nas, samo v Avstriji je bil potrjen en primer. Koliko je te različice trenutno v Sloveniji in ali je bila zaznana še kje drugje? Hvala. Kar se tiče Zasavske in Goriške regije, v teh grafih so prikazani pač samo tisti vzorci, ki prihajajo v laboratorije Nacionalnega laboratorija in to število je toliko majhno, da pravzaprav ni reprezentativno. Vzorci iz teh 2 regij so zajeti v poročilu Inštituta za mikrobiologijo, tako da pravzaprav te številki, te 200 v bistvu nista, bom rekla, reprezentativni za te 2 regiji. Kar se tiče pa različice, o kateri smo poročali pred 14 dnevi, kot smo že takrat rekli, je dejansko to možno različica in smo povedali, da bo potrebno izvesti številne dodatne raziskave, da v bistvu prisotnost te mutacije potrdimo. Zaenkrat je bilo tega dela opravljenega veliko, ampak z drugimi metodami še nismo uspeli potrditi mutacije pri različici 1.258.17, tako da zaenkrat o
tem ne poročamo in v bistvu, ko bomo imeli vse rezultate nabrane, če temu tako rečem, bomo seveda rezultate predstavili. Naslednje vprašanje ima žurnal 24. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi se vseeno navezala na kolegico, glede na to, da ste pred 14 dnevi pač govorili o tej mutaciji na različici virusa, ki je doslej prevladoval pri nas. Ampak zdaj, glede na to, da prevladuje angleška različica, me zanima, ali zdaj to sploh igra še kakšno vlogo in ali morda lahko poveste, ali ste pri tej mutaciji ugotovili, ali ta mutacija povzroča večjo prenosljivost virusa. Drugo vprašanje, ki bi rada še vprašala, rekli ste, da ste odkrili precej primerov okužb pri že cepljenih ljudeh, pa me zanima, če lahko bolj natančno poveste, za katero različico je šlo tukaj v primeru, če imate ta podatek. Hvala lepa. Hvala za vprašanja. Glede različice, o kateri smo poročali pred 14 dnevi, glede na to, da zdaj angleška različica tako prevladuje, v bistvu lahko pričakujemo, da v tednu oziroma 14 dneh lahko doseže tudi deleže blizu 100%. Pravzaprav predvidevamo, da tudi če uspemo to mutacijo pri različici 1.258.17 potrditi, verjetno to v epidemiološkem smislu ne bo igralo več nobene vloge. Kar se tiče večje prenosljivosti, mutacija na lokaciji na mestu 501, ki si jo delijo vse tri najpomembnejše različice, južnoafriška, angleška in brazilska. Za njo so zadnje študije pokazale, da povzroča večjo afiniteto vezave virusa na celični receptor, tudi do 9-krat. In seveda iz tega izhaja zelo verjetno pomembno prispeva k temu, da angleška različica v bistvu tako prevladuje. Kar se tiče pa podatkov o teh 90 primerih pod epidemiološko indikacijo, pa nimam še podatkov, da bi vse tri skupine pacientov vam lahko zdajle ločeno predstavila, se pravi tiste, ki so bili, kakšne so bile sekvence pri tistih, ki so bili ponovno cepljeni, ki so se okužili po cepljenju, kakšne so bile sekvence pri tistih, ki so se okužili ponovno in kakšne so bile sekvence pri tistih primerov, ki so bili sekvencirani iz epidemioloških razlogov in bomo te podatke vam predstavili v naslednjem tednu. Hvala, s tem so bila izčrpana vsa novinarska vprašanja. Hvala za odgovore in za predstavitev. Hvala. Naslednja gostja je Dejana Poca iz Zdravstvenega inšpektorata. Predstavila bo aktualno poročilo glede opravljenih nadzorov. Izvolite. Hvala za besedo, dober dan. Naše tokratno poročilo se nanaša na obdobje od 5. do vključno 11. aprila, statistika pa je naslednja. Skupno število opravljenih nadzorov inšpekcijskih organov, določenih v PKP7 za nadzor v zvezi z obvladovanjem COVID-19 v navedenem obdobju, je bilo 4206. Delež neskladnih objektov oziroma lokacij znaša 8%, kar je v primerjavi s tednom prej za 2% manj. Izrečenih je bilo 15 prekrškovnih sankcij, 300 opozoril po zakonu o prekrških in 163 upravnih ukrepov. Zdravstveni inšpektorat je od tega opravil 807 nadzorov, izrekel pa 4 prekrškovne sankcije po zakonu o prekrških in skupno 71 opozoril. Na področju gostinstva je bilo upravljenih 79 nadzorov prevzemnih mest, izrečeni pa sta bili 2 prekrškovni sankciji in 19 opozoril po zakonu o prekrških. Na področju storitvenih dejavnosti smo opravili 233 nadzorov, izrekli pa 2 prekrškovni sankciji.
Spomnimo, med storitvene dejavnosti spada higienska nega, torej kozmetični in frizerski saloni, servisne delavnice s storitvijo izdelave, vzdrževanja in montaže, individualne storitve strokovnega izobraževanja, finančne storitve, pošte, objekti kulturne dejavnosti, verski objekti, servisi motornih vozil in koles, nepremičninsko posredovanje, individualno nezdravstveno svetovanje, terapevtske storitve in storitve salonov za nego živali. Na zunanjih javnih površinah je bilo v preteklem tednu pri 279 opravljenih nadzorih izrečenih 40 opozoril po zakonu o prekrških, v večstanovanjskih stavbah pa je bilo opravljenih 44 nadzorov, nepravilnosti pa niso bile ugotovljene. V zvezi s cepljenjem proti COVID-19 pa je zdravstveni inšpektorat na novo zastavil strategijo nadzora v cepilnih centrih, in sicer je iz reaktivnega pristopa pri nadzoru prešel v primarno proaktivni pristop, kar pomeni prisotnost inšpektorata v cepilnih centrih na vsak cepilni dan. V tednu od 5. do vključno 11. aprila je bilo tako upravljenih 172 nadzorov, od tega 171 rednih ter en izredni nadzor na podlagi prejete prijave. Nadzori so obsegali pregled cepilnih čakalnih seznamov, ki so podlaga za vsakotedensko naročilo odmerkov cepiva na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, pregled dnevnih cepilnih seznamov, tako osnovnih kot nadomestnih, realizacijo dnevnih cepilnih seznamov z dejansko dnevno izvedbo cepljenja in poročanje o cepljenju v elektronski register cepljenih oseb znotraj 48 ur. Ob nadzorih smo preverjali tudi aktivno oziroma pasivno polnjenje čakalnega seznama. V praksi to pomeni, da smo preverili, ali cepilni centri na kakršenkoli način aktivno vabijo osebe na cepljenje in pri tem ugotovili, da 27 od 61 cepilnih centrov to tudi izvaja. Preverjali smo tudi, ali čakalne sezname vodijo ročno oziroma elektronsko in ugotovili, da 12 cepilnih centrov v državi sezname še vedno vodi ročno. Podatke o organiziranosti cepljenja v posameznih cepilnih centrih smo povezali s podatki o precepljenosti v različnih regijah, na osnovi česar smo ugotovili, da sama organizacija cepljenja ni ključna za precepljenost. V 7 cepilnih centrih so bile ugotovljene določene neskladnosti. Šlo je predvsem za izvajanje cepljenja v nasprotju s strategijo oziroma za napake pri vodenju čakalnih seznamov, v enem primeru tudi za odstopanje podatkov seznama cepljenja od dejanskega naročila odmerkov. Gre za zdravstvene domove Cerknica, Ajdovščina, Koper, Ravne na Koroškem, Domžale, Trbovlje in Ivančna Gorica. Vsem naštetim so bila izrečena opozorila z rokom odprave nepravilnosti. 2 postopka, uvedena na podlagi prejete prijave, sta še v teku na cepilnem centru Zdravstveni dom Ljubljana, pri čemer se en postopek nanaša na starejšo prijavo. V teku je poleg tega še 6 postopkov, ki so bili uvedeni na podlagi prijav v obdobju pred 1. aprilom, in sicer v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor ter v zdravstvenih domovih Ptuj, Maribor, Koper, Žalec in Velenje. Brez ugotovljenih neskladij pa sta bila zaključena postopka v zdravstvenih domovih Slovenska Bistrica in Gornja Radgona. Nadzor nad izvajanjem cepljenja je zaradi omejenih količin cepiva in zaostrene epidemiološke situacije trenutno glavna prioriteta zdravstvenega inšpektorata. Namen nadzora pa je dosledno izvajanje strategije in s tem zagotavljanje enakopravne obravnave posameznih prednostnih skupin na ravni države. Apeliranje na spoštovanje ukrepov in priporočil v največji možni meri seveda ostaja še naprej, čeprav smo po več kot letu dni omejitev morda že naveličani motivacijskih govorov vseh vrst. Epidemiološke razmere pač ostajajo resne in jih je resno treba tudi jemati. Bodimo pa pozorni na dogajanje okrog sebe, saj potrebe ljudi lahko slišimo le, če smo pripravljeni poslušati. Konkretna pomoč s konkretnim dejanjem je na primer lahko tudi to, da starejšemu sorodniku ali sosedu ponudimo prevoz na cepilno mesto, ko je na vrsti za cepljenje. Včasih pa zadostuje samo prijazna beseda, saj prav majhne pozornosti lahko v teh časih povzročijo velike spremembe. To je z moje strani za danes vse. Hvala za pozornost. Hvala za to predstavitev. Je morda kakšno novinarsko vprašanje? Da, Žurnal 24, prosim.
Ja, lepo pozdravljeni. Rekli ste, da ste ugotovili napake v zvezi z izvajanjem cepljenja, ki je bilo v nasprotju s strategijo in napake na cepilnih seznamih. Pa bi vas prosila, a lahko mogoče malo podrobneje opišete, za kakšne napake je šlo. Je šlo za preskakovanje teh čakalnih vrst oziroma skupin, ki so bile določene za cepljenje oziroma kaj podobnega. Hvala lepa. Tako, v nekaj primerih je bilo ugotovljeno, da so bile cepljene osebe mlajše od 60 let, vendar je bilo po opozorilu inšpektorja s tem so v cepilnem centru takoj prenehali. Potem se recimo seznam cepljenja ni skladal s tedenskim naročilom, se pravi, so bili odmerki cepiva naročeni kar tako malo na pamet. Ali pa so na cepilnem seznamu manjkale prednostne skupine in opombe, ki morajo pač biti zraven. Potem recimo, da je seznam vseboval samo število oseb, ki so bile predvidene za cepljenje, ne pa pač določene specifike. Tako da v glavnem tono. Je pa bila večina neskladnosti upravljenih na kraju samem, oziroma, tako kot sem prej povedala, so dobili pisna opozorila z rokom odprave nepravilnosti. Tako da pričakujemo, da bo to ob naslednjem nadzoru upravljeno, ker načeloma se stanje kar nekoliko izboljšuje, odkar smo začeli s poostrenimi nadzori. Hvala, ker ni dodatnih vprašanj. Hvala za to predstavitev in odgovora na vprašanje. Hvala lepa. In še današnji zadnji gost, namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečak, ki mu predajam besedo. Izvolite. Hvala lepa, spoštovane državljanke in državljani. V prvem delu bom predstavil poročilo o aktivnostih policije, povezane z ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 v zadnjem tednu dni, to je od četrtka 8. aprila do včeraj 14. aprila. Pri tem pa bom pokazal še podatke za predhodna 2 tedna nazaj, od 25. marca dalje, ko smo nazadnje tule vam predstavili podatke. Za zaključek pa bom povedal še nekaj aktualnih preventivnih informacij, vezane predvsem na odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo. Pa najprej na statistični pregled. Policija ob svojem rednem delu in nalogah izvaja tudi seveda nadzore nad izvajanjem določb odlokov, ki urejajo posamezne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. V večini primerov gre za nadzore nad ukrepi z področja omejitve gibanja, zbiranja in potovanja ljudi. Na prvem grafikonu so predstavljeni podatki o opravljenih nadzorih policije ob opravljanju naših rednih nalog iz naše pristojnosti v zadnjih 3 tednih. To je od četrtka 25. marca do vključno včeraj 14. aprila. Pri podatkih na grafikonu se opazi, da smo v času praznikov oziroma tako imenovanega zaprtja lockdowna smo število nadzorov bistveno povečali, to je ta modra linija, medtem ko se je število klicev občanov, to je pa spodnja oranžna linija, ravno tako tudi povečala v času praznikov. Skupaj smo v 3 tednih opravili nadzore na 45.143 krajih, glede izvajanja določb vladnih odlokov. Dnevno je to v povprečju 2150 nadzorov, če pa pogledamo trend grafikona v posameznih tednih, pa vidimo, da je bilo v prvem tednu dobrih 2025 nadzorov dnevno, v drugem tednu, se pravi v času tistega zaprtja, 2274, potem pa vidite, da tam nekje po 10. aprilu pa se je povprečje dnevno spustilo v zadnjih tednih spet na 2150, od 10. aprila naprej pa se je število nadzorov spet ustalilo tam nekje okoli 2000 nadzorov dnevno, kot jih ponavadi tudi izvajamo. Nekatere nadzore smo pravili seveda na podlagi 294 sprejetih prijav, to vidite na tem oranžni črti grafikona. Prvi teden je bilo skupaj 88 klicev, v drugem tednu 133 in v zadnjih 7 dneh je bilo takšnih klicev občanov samo še 73. Na naslednji prezentaciji si lahko podrobno pogledamo izvedene ukrepe. Se pravi, od 45.000 nadzorov, ki so lahko trajali tudi več ur, smo v 3 tednih izrekli skupaj 5800
49 ukrepov. V prvem tednu je bilo takšnih ukrepov 971, v drugem tednu 2958 in v zadnjih 7 dneh je bilo takšnih ukrepov 1920. Od teh ukrepov smo izrekli, kot vidite na tej grafikonu, se pravi tortnem grafikonu, vidite, da smo izrekli 4999 opozoril ali več kot 85% vseh ukrepov in izdali 824 plačilnih nalogov oziroma hitrih postopkov, glob v hitrih postopkih. Zaradi neupoštevanja ukrepanja policistov pa je bil v 10 primerih uveden postopek zaradi kršitve 22. člena Zakona o varnosti javnega reda in miru. O 16 kršitvah v teh zadnjih 3 tednih pa smo obvestili Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, ker je šlo za kršitve, ki so izven naše pristojnosti. V večini primerov, če bi se spraševali, kakšne so bile kršitve, pa zaradi katerih smo izrekli opozorilo, je šlo za kršitve odloka o omejitvi gibanja, omejitev združevanja, gibanja v nočnem času, dokler je še veljalo, in tudi nošenja mask, predvsem nošenja mask na prostem. Na naslednjem prezentaciji si lahko pogledamo še grafikon prikaza števila opozoril in glob v zadnjih 3 tednih. Tako kot ponovadi, vsak dan je prikazan z stolpcem, z oranžno barvo vidite izrečena opozorila za posamezni dan, z modro barvo izrečene globe. In tudi tukaj je zelo jasno videno, da v času med 31.3. in 12.4., ko je bil ta lockdown, je bilo tudi število ukrepov bistveno se je povečalo, seveda takrat so bile omejitve tudi najbolj stroge, najbolj restriktivne, predvsem se je pa povečalo število opozoril. Gre predvsem za ukrepe zaradi odlokov, ki so omejevali prehajanje med regijami, takrat še niso dovoljevali nenošenja mask na javnih prostorih, oziroma potem kasneje samo, če je razdalja 1,5 metra. Pri tem je pomembno seveda izpostaviti, da je naš namen in namen policije pri nadzorih z področja spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, da se z najmilejšimi sredstvi in ukrepi doseže zakonito zasledovan cilj njihovega spoštovanja. Policija izhaja, lahko rečemo temu, načelo sorazmernosti in zato resnično poskušamo z najmilejšimi ukrepi nenazadnje doseči to, nenazadnje pa je argument, da je v vseh teh postopkih in ugotovljenih kršitvah v veliki večini, se pravi celo 85%, več kot 85% bilo izrečeno opozorilo. Še pogled morda na število nadzorov in ukrepe po plačilne naloge, predloge za prekrške po posameznih policijskih upravah. Največ ukrepov, kot je videti tule, se pravi stolpci so ukrepi, črta, linija prikazuje število nadzorov oziroma krajev, kjer je bila izvedena kontrola. Največ ukrepov je bilo na območju Ljubljane, 993, skupaj od tega 57 glob, na območju Celja 382, od tega 32 glob in Maribora 220 ukrepov. Sledita pa potem še policijski upravi Novo mesto, Koper in potem še ostale. Če gremo pogledati še na področje naše državne meje, to na naslednjem grafikonu, tu vidite pa število, se pravi na mejnih prehodih in kontrolnih točkah, število izdanih potrdil o napotitvi v karanteno. Skupaj smo jih izdali v 3 tednih 9950 potrdil. Od tega smo jih kasneje preklicali 76, ker se je kasneje izkazalo, da so osebe v postopku imele ustrezna dokazila, da lahko vstopijo v državo brez napotitve v karanteno na domu. Potrdila o napotitvi v karanteno na domu smo tako v zadnjih 7 dneh, če to pa zdaj pogledamo v zadnjih, se pravi teh še grafikon nazaj, se pravi, če pogledamo, se pravi v zadnjih 7 dneh, še prejšnji grafikon bi prosil, tako, hvala, v zadnjih 7 dneh smo tako izrekli 2464 karanten, skupaj pa je bilo takšnih 9874 osebam, od tega 9092 polnoletnim in 782 mladoletnim. Kot vidite na tem grafikonu, ki še je, so številke oziroma stolpci v času veljave strožjega odloka o pogojih prehajanja meja tudi izrečeno bilo manj karanten. Predvsem je bil glavni razlog v tem, da se je takrat seveda prehod preko meja bistveno zmanjšal, drugače pa, kot vidite, je praviloma največ izdanih karanten ob nedeljah, potem pa zadeve
padajo. Na naslednjem grafikonu, oziroma na naslednji tabeli, pa vidite pregled po državah vstopa, to je pa zdaj samo za zadnjih 7 dni. Na levi strani je prikaz števila napotitev v karanteno na domu glede na mejo prečkanja. Kot vidite, je bilo največ napotitev na karanteno na domu smo izdali na meji z Republiko Hrvaško, 1940, od tega 6 na železniških prehodih, za Avstrijo 175, Italijo 21, z Madžarsko 48 in še 65 napotitev na letališču Jože Pučnik Ljubljana. V tabeli na desni strani so pa prikazane seveda napotitve v karanteno na domu glede na državo prihoda, s katere so osebe prihajale. Največ jih je bilo 2249 napotitev, jih je bilo največ iz države Bosna in Hercegovina 1106, Kosova 405, Hrvaške 272, Srbije 190, Severne Makedonije 166 in Nemčije 96. Vseh različnih držav, iz katerih so osebe pripotovale v Slovenijo, pa je bilo 38. Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je bilo zavrnjenih 132 oseb, ki niso izpolnjevale pogojev za vstop v ali tranzit preko Slovenije. V zadnjih 3 tednih, to je bilo v zadnjem tednu, v zadnjih 3 tednih je bilo pa takšnih oseb 381. Zdaj za drugi del bi pa podal še nekaj informacij in nasvetov, ki jih policisti ugotavljamo, ko preverjamo, predvsem govorim na mejnih prehodih in kontrolnih točkah, in zato vse svetujemo, da se res pred odhodom v tujino preveri, kakšni so pogoji vstopa v državo, v katero oseba želi iti, in predvsem kakšni so seveda trenutni pogoji za vrnitev iz teh držav nazaj. Trenutno veljavni odlok, ki je zdaj še veljaven, zdaj bo kmalu bo veljal tudi nov, pa bom še kakšno besedo o tem povedal, ki ga je vlada sprejela. Ta, ki pa trenutno velja, pa omogoča, da se lahko oseba vrne iz države oziroma administrativne enote na rdečem seznamu, brez napotitve v 10-dnevno karanteno na domu, če po vstopu v Republiko Slovenijo predloži še zmeraj velja negativni rezultat PCR testa, ni starejši od 48 ur, mora biti pa opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici šengenskega območja ali Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali pa Združenih državah Amerike. Torej, PCR testi tretjih držav ostalih ne veljajo. Lahko vstopi brez karantene tudi, če da potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, vendar ta test ne sme biti starejši od 21 dni oziroma ne sme biti mlajši od 21 dni in starejši od 6 mesecev. Tudi za ta test seveda velja enako tiste države, ki sem jih naštel v predhodno. Ali pa, če ta oseba lahko vstopi brez karantene, če prikaže potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in da od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev. Zadnja varianta, prek katerega seveda ni potrebno v karanteno na domu, pa je dokazilo o cepljenju zoper proti COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca BioNTech Pfizer preteklo najmanj 7 dni, proizvajalca Moderna 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca 21 dni. Oziroma, potem so pa tiste res variante, imamo še 13 izjem iz prvega odstavka 11. člena, kjer lahko oseba brez karantene vstopi v Slovenijo, in 5 izjem iz 3. odstavka 11. člena. Pri čemer pa pri slednjih mora ta oseba imeti negativni PCR test ali pa hitro antigenski test, ki pa ni starejši od 7 dni od dneva odvzema brisa. In ravno v tej smeri tudi lahko samo povem, da je vlada včeraj sprejela nov odlok o prehajanju meja, še ni objavljen v Uradnem listu, veljal bo dan po objavi v Uradnem listu, kjer so upoštevali 2 novi cepivi za prehod meja. Prav tako pa brez napotitve v karanteno na domu so nekatere spremembe pri izjemah za vstop v državo, brez napotitve v karanteno oziroma brez negativnega testa. Ko bo seveda odlok objavljen v Uradnem listu, bomo lahko o njemu več povedali. In zato je morda potrebno poudariti naslednje. Zelo pomembno je, da odloka ne omogoča možnosti preklica karantene po prihodu v Republiko Slovenijo. Namreč, če se tule majčkeno ustavim, veliko oseb, ko pride v Republiko Slovenijo, nima ustreznega negativnega testa,
Ko pa pride v Slovenijo, se želi testirati in potem seveda preklicati, žal policija takšnega napotitve v karanteno ne more z odlokom preklicati. Še vedno veljajo kontrolne točke na notranji meji z Republiko Italijo, Avstrijo in Madžarsko, vendar trenutno velja, da za razliko od preteklega odloka, ki je veljal v času lockdowna, lahko lokalni prebivalci oziroma osebe, ki so državljani EU, se pravi Evropske unije ali šengenskega območja in imajo prebivališče v občini ali pa administrativni enoti na obeh stranih meje, prehajajo mejo tudi na drugih cestnih relacijah, ki niso kontrolne točke, oziroma izven obratovanja kontrolnih točk, če imajo kontrolne točke to obratovanje. Še vedno Ministrstvo za zunanje zadeve svetuje vsem nenujna potovanja, predvsem v rdeče države. Kolikor pa potujete, pa svetujemo in predlagamo, da se res pred potovanjem posvetujete, kakšni so pogoji, kot sem že prej povedal, za obisk ciljne države in morebitni tudi pogoji držav v tranzitu, kajti tudi tu smo imeli kar nekaj vprašanj in kakšna potovanja, ki so se žal prekinila, ker tranzit ni bil omogočen takšnim osebam strani sosednjih držav. Na naslednji prezentaciji pa za nasvet oziroma pomoč ob vrnitvi, kako z temi odloki in kaj velja ali kaj ne, lahko poiščete tudi na naši virtualni aplikaciji, ki smo jo v policiji v ta namen pripravili. Mi smo ji dali, se pravi, to vstop v Slovenijo, dostopna je na naši spletni strani policije, www.policija.si skozi Enter Slovenija, brez črke J. Namenjena je potnikom, ki vstopajo v našo državo ali vstopajo z namenom tranzita čez ozemlje Slovenije. Zberete lahko tudi seveda jezikovno različico. Na naslednjem grafikonu boste potem videli, da aplikacija seveda ni obvezna, omogoča pa pregled možnosti in izjem, ki trenutno veljajo pri izbiri eno od njih. Tudi ko jo izberete, dobite vsa pojasnila in tudi povezave na morebitne druge strani. Na koncu, ko seveda dobite vsa pojasnila, imate pa možnost izpolnitve svojega posebnega obrazca in po izpolnjenem zadnjem delu, to boste videli na naslednji prezentaciji, pa lahko kreirate ali pa natisnete ta obrazec in ga lahko ob vrnitvi seveda z ustreznimi dokazili, ki jih zraven piše, tudi pokažete policistom na meji. Pomembno je to, da vneseni osebni podatki se nikjer hranijo, ampak samo na vašem računalniku in se po kreiranju obrazca tudi avtomatično izbrišejo. Za konec bi pa res za zaključek dal tisto, kar morda še povedal, da res prosimo vse, da upoštevate vse veljavne zaščitne ukrepe in priporočila, še posebej tiste, ki zagotavljajo ustrezno distanco na prostem, uporabo zaščitne maske in razkuževanje rok. Bodimo s svojim obnašanjem in upoštevanjem priporočil zgled vsem okoli nas in poskrbimo, da bomo še hitreje prišli v varnejšo fazo epidemije, s tem tudi manjši obseg omejitev in s tem tudi manjši obseg našega dela. Hvala lepa. Hvala tudi vam za to predstavitev. Je morda kakšno novinarsko vprašanje? Zgleda, da ne, da je bila predstavitev dovolj obsežna. Hvala. Hvala lepa. Hvala tudi novinarjem in novinarkam, ki ste nas spremljali, in seveda hvala tudi gledalkam in gledalcem preko televizijskih ekranov. Ostanite zdravi in se vidimo jutri na naslednji novinarski konferenci.